Čas je za novo epizodo z podcasta Zevo. Moj današnji gost je človek, ki lahko rečem, da ga večina pozna kot reperja. Ampak, ko sem ta vikend oziroma ta teden brala njegove zadnje intervjuje, poslušala njegove komade, sem dobila občutek, da je to človek, ki danes ne govori več samo o glasbi. Govori o življenju. O tem, kako te oblikujejo padci. Kako vztrajaš takrat, ko rezultatov ni. Kako te spremenijo otroci. In kako z leti ugotoviš, da največje bitke pogosto niso tiste navzven, ampak tiste, ki jih premlevaš sam v sebi. Zelo sem vesela, da je danes moj gost Tadej, bom rekla kar samo Tadej, pa boš ti potem več tudi povedal o sebi za tiste, ki te morda še ne poznajo. Vesela pa zaradi tega, ker ti bom priznala takoj na začetku, za podobo, ki jo lahko vidimo, ne bi nikoli rekla, da se skriva tudi tako velika mehka plat. In to sem vesela, da bova danes pokazala, da bova o tem spregovorila. Tako da še enkrat, Tadej, dobrodošel pri nas. Najlepša hvala za povabilo vsem poslušalcem in tudi tebi. Zdaj, rekla sem, da boš na začetku kar ti majčkeno več o sebi povedal. Jaz sem te izpostavila bolj kot ne kot reperja. Seveda te lahko smo zaznali tudi v vlogi igralca, ampak če bi se ti sam predstavil, kaj bi najprej rekel, da si? Zdravo, sem Tadej, za vse tiste, ki me ne poznajo. Sem človek, ki dela hip-hop muziko pod umetniškim imenom Triple. Zadnje čase se pa tudi pojavljam kot igralec v raznovrstnih slovenskih serijah. Tako da za prijatelje sem Tadej, za fane sem Triple, za ljudi, ko me poznajo preko teh serij, me kličajo Tadej, tako da Tadej Triple, to je to. Karkoli jim je ljubše, ne? Karkoli izberejo. Koliko je pa recimo tega, da te ljudje vidijo v kakšni seriji in te pokličajo po imenu iz serije? To se mi zdi, da se najbolj dogaja zadnje čase. Se pravi, tisti, ko me poznajo, da delam glasbo, me pokliče Triple v kakšni trgovini, tisti, ko me pa pozna iz serije, me pa kar pokliče pač takoj lik noter v seriji. Kater lik ti je bil recimo najbližji? A bi lahko kakšnega izpostavil? Najbližji lik je ta zadnji lik dejansko, ki igram v Nemirni kri v Jovotu, ker dejansko igram lika, kjer je varnostnik in tudi jaz sem v življenju bil varnostnik. Jaz sem delal v takih skladiščih, tudi v raznih nevarnih ustanovah in dejansko se s tem likom smo si kar dosti blizu. No. Si se lahko poistovetil oziroma se še vedno lahko? Tako. Mi je tudi lažje bilo dejansko snemati, ko sem dobil to vlogo zdaj, ker dejansko sem to bil jaz včasih, tako da to je to. Tadej, si predstavljaš, da bi recimo zdaj kar naenkrat se scenarij v seriji Nemirna kri spremenil do te mere, da bi kar naenkrat Jovo postal zelo mehek, eleganten, prijazen, dobrosrčen. Koliko bi težko naredil ta preskok? Pa niti ne toliko, no, dejansko tudi, mislim, ne pravim za sebe, pač ljudje, ki me poznajo, pravijo tudi, da se v meni skriva neka srčnost, tako da, ko jaz menda ne vem to sam pri sebi, ampak kot neka, ki bi rekel, kot neka živahnost je tudi srčnost pri mene. Zato sem pa imela malo daljši uvod, ker sem ravno to, v bistvu, je to tudi nek, ne bom rekla razlog, da sem te povabila, ampak se mi zdi, da včasih je pa fino malo te stereotipe mečkeno razbiti, ne, da nekdo, ki navzven morda deluje hladen, aroganten, morda celo, ne bom rekla nasilen, ampak takšen, kot se kdaj tudi za reperje recimo ali pa hip-hoperje pričakuje, da ni to vedno tako, ne, da to ravno ne pomeni, da živite tudi zasebno takšno življenje, kot ga morda opisujete v komadih. Ja, definitivno. Jaz sem že večkrat doživel to iz strani raznih poslušalcev, ko te poznajo sam prek glasbe ali pa karkoli, da te imajo za nekega, kot ne vem, nekega hladnokrvneža, nekega kriminalca. V bistvu to sploh ni res dejansko. Mi smo vsi umetniki, mi smo art, mi pač pišemo pesmi. Če ne pišemo pesmi, v hip-hopu pišeš od družbeno kritičnih do globokih,
do žalostnih, do veselih, tako da vsa čustva dejansko mi damo ven na papir. In verjamem pa, da na ulici, ko me nekdo vidi velik ramena potetoviran, da bi rekel, da sem kot neki kriminalec gledam. Sam je daleč tega. No. Veš, kako pravijo, da so oči ogledala naše duše. Tako je. Zdaj boš ti mene v tem pogovoru spustil malo v to svojo dušo. Evo ga, dobro dan še enkrat. Vidiš, da še te oči zasijajo pred kamero v pravem pomenu. Tadej, če bi pogledal za nazaj, svoje življenje in bi zdaj recimo midva imela en časovni stroj, ki bi lahko šla 10 let nazaj. Kaj bi rekel, da so tiste ključne stvari, za katere si danes, 10 let kasneje, drugačen, kot si bil takrat? Kaj pa vem, pač ta razposajenost. Kot najstnik sem bil upornik velik, poslušal sem sam sebe, tudi če sem vedel, da so mi nekateri določeni ljudje ali v družini ali bolj inteligentni takrat, pač vsi svetovali, kaj je bolj za mene, kaj ni, in sem bil bolj tako usmerjen, da nisem nikogar poslušal. In če bi karkoli bi spremenil to, da ne bi bil toliko trmast, pa da bi mogoče malo več na svetu poslušal in da se ne bi toliko naredil po domači rečeno nekega staranja, ko ga še danes plačujem za to, ampak se more določene stvari v življenju zgoditi, zaradi tega, ker tudi če se mi ne bi to dogajalo, tudi ne bi bil jaz tukaj danes tak, kakor še sem. Tako da vsaka stvar, jaz pravim, mora biti neka šola, da te utrdi in da te naredi takega človeka z leti pol kasneje. In da tudi brazgotine, ki jih imamo, imajo svoj pomen v življenju. Definitivno. In vedno se bo spomnil na to brazgotino, ko jo nosiš, in vedno se lahko od ene brazgotine ali od rane marsikaj naučiš. Če se želiš, ne? Če se želiš, seveda. Ja, če ne pogledaš stran in rečeš, grem ponovo. Tako je. Tako je. Zdaj bi se mogoče najprej malo bolj dotaknila glasbe kot takšne, se pravi ustvarjanja. Včasih imamo tisti, ki se ne ukvarjamo z glasbo, sploh hip-hop in rap, občutek, da to zgleda tako, da ti se voziš v avtu, pogledaš okrog sebe, vidiš eno mično gospodično in že imaš rime, to že skače in prideš domov in napišeš. Verjetno ni vedno tako, ker to bi pol bilo kar zelo enostavno vse skupaj. Ne? Ja, ampak nisi zgrešila veliko. Vse dogaja dejansko, da dobiva človek inspiracijo vsakdanjega življenja. Se pravi, ali hodim po križišču, ali se vozim v avtu, če je kje dolg čas, ti marsikdaj kapne kaj v glavo, da bi lahko naredil kako pesem, ne vem, na temo tega, pa na temo tega, kar se ti momentalno dogaja. Ne? Meni se včasih dogaja, ko se hočem spraviti nekaj pisati, pa rečem, dolgo že nisem napisal, zdaj pa grem, ne vem, napisati pesem, ne gre ven iz mene, ko hočem. Se mi pa zgodi, recimo, kdaj, da ob 3-4 zjutraj moram iti na potrebo na WC, grem na WC in med tem, ko grem na WC, se mi roji take stvari, da moram tako vzeti pisalo, papir in zapisati to, da ne pozabim. Ker pa, ko grem zjutraj spat, definitivno, ko se zbudiš, to pozabiš. Tako da večkrat se meni to zgodi, recimo sred noči, da pišem te stihe in pol zjutraj, ko se zbudim, rečem, kaj sem po noči napisal, in si to sam shranim in si pišem pač kot neke osnutke. Imaš pa še vedno ta način, da pišeš na list papirja s svinčnikom in ne telefon in hitro se posnamem. Zelo zanimivo vprašanje. Zdaj, ko hodim po teh študijih, 20 let nazaj, ko smo hodili po študiji, so vsi imeli zvezke, pa so vsi pisali. Zdaj pa, ko pridem v studio, dejansko, če me kdo povabi na kako sodelovanje, pa tudi, če jaz grem delati, so vsi okoli mene že na telefonih, dejansko, da z telefona berejo tekst. Ne vem, ampak za mene ni, ne vem, meni je tisti večji užitek, da primem pisalo, pa napišem na papir, pa ko se zmotim, da lahko kar prečrtam, pa pišem, ker veš, ni znaš ali tiskot, ne vem, bolj po domače se počutim, ker pa da na telefon pišem. Plus predebele prste imam za konec. Pa bi šlo prepočas. A bi lahko rekla, da je mogoče tudi zaradi ravno tega načina, ko pišeš, da je bolj ta dnevniški pridih, veš, da je bolj ne bom rekla, da je zdaj zaradi tega bolj izpovedno, ampak da je mogoče bolj ta povezava, moj dnevnik, pišem noter tisto, kar mislim ta trenutek, kar mi pade na pamet, ker meni se zdi, da je takoj v trenutku, ko vzameš telefon v roke, da je čist druga asociacija, čist drugo sporočilo možganom, kot če damo list, točno to. Tudi sem probal pisati na telefon in se mi je dejansko dogajalo, ker sem
ker sem ponovadi, jaz si skozi sklapal mobilne podatke, nikoli imam skozi prižgane. In dejansko, ko sem hotel na telefon napisati in ko sem mobilne prižgal, imam chat, imam ono in mi zvoni na vse strani in dejansko sploh nimam mira, da se osredotočim, da bi. In pol, ko pišem dejansko, ali me nekdo kliče, ali mi pošilja sporočilo, ali mi kdo na Instagramu piše, ali na Viberu in dejansko sam poslušam in sam vibrira telefon in se ne morem tudi osredotočiti. Misel že gre v bistvu. In misel že gre dejansko, lahko že pozabiš, ne vem, če imaš kaj v glavi, recimo eno hudo rimo in hočeš napisati, medtem te nekdo zmoti, se obremenjuješ, prekineš in porečeš, kaj sem že hotel povedati in pozabiš. Zato mi je res najbolj primiti pisalo, zvezek in piši ta govoriš takoj. Na hitro zapišeš stvari, ne? Tako. Oprosti, veš, da te moram vprašati, zakaj imaš vmes tudi izklopljene mobilne podatke? Ker to ne poznam veliko ljudi, da bi vklapljal in izklapljal. Pa ne vem, enostavno, tek sem se navadil dejansko. Prvo sem imel na vibraciji naštimano in pol to skozi vibrira in mi gre ful na živce. Pol tista glasnost mi sploh ne gre, ker mi preveč tuli. Zdaj si ga dam lepo na tih in avtomatsko sem se navadil, ne vem, skozi, da ko hočem iti gor, da si dam mobilne, ko grem dol, si izklopim. Ne vem, navadil sem se. Se pravi, mal tudi zato, da imaš svoj mir. Ja, dejansko res. In dejansko pol, ne vem, če nisem 2-3 ure gor na internetu in ko si jih prižgem, sem prav pripravljen, da čim prej to rešim, da vidim, kaj bo, ki zvoni, ki vibrira. Tako. Potem nisi človek, ki bi zelo, zelo veliko preživel na socialnih omrežjih, scrollov, ure in ure po telefonu? Sem zelo dost. Sem, kar se tiče moje fan baze, da sem zelo pogosto sem na teh storijih. Zato, ker ogromno ljudi mi piše, ne vem, ki nastopam, kdaj nastopam, kdaj pride ta del serije. Pač ljudje te sprašujejo in da ne pišem vsakemu posebej, rad vedno objavim story in jim dam vedeti. Tako kot sem danes, naprimer, sem objavil, da grem k vam na story. Nisem še videla, okej. Ja, tudi pol bom naredil sliko, da vidijo, da sem tu in to je fertik. In zdaj, če ti pa piše tam 100 ljudi, ki si bil, zakaj boš bil, kdaj boš bil, mi je ono res too much. Tako da na te storije sem se kar navadil nekot, kar se tiče pa scrollanja, pa tega, pa nisem nekaj, nimam TikToka, nimam, pa tudi, ko grem gledati te poste ljudi, ne vem, po minuti, mi že dosadi, no. Tako da se probam se neko distancirati od telefonov, čeprav sem pa definitivno, vsi smo preveč, če gledaš tako. Ja, absolutno. Rekel si, oziroma prebrala sem, da pri katerih letih si že začel v bistvu prav dejansko s hip-hopom oziroma z rapom, tako zelo zgodaj, ne? Zelo zgodaj. Mi smo začeli dejansko našo pot pri 9 letih. Smo se že zbirali na ulicah, delali grafite, skejtali. Moram pozdraviti major Beka iz 332, ker smo sama ustanovila skupino že pri 9 letih. In to je bilo ful zgodaj, takrat so bili ful drugačni časi, zelo drago je bilo, studiji so bili zelo dragi, nisi mogel sploh komad posnet, se spomnim, da smo to zbirali sošolci, ko so videli sošolci dejansko, da znamo repati, so nam dejansko sošolci žepnine nosili plus z našimi žepninami, da smo lahko šli v studio sploh posnet kak demo. Mislim, to mi je res nedojemljivo, glede na to, da imam skoraj 9-letnico doma, da si zdaj tako probam to usporednico, da bi zdaj ona bila tista, ki bi že imela neko skupino in željo potem je tako, wow, res zgodaj. Ja, ampak res je bilo, takrat je bil tak zanimiv čas, da so dejansko vsi ti reperi, vsi ti naši vzorniki smo lahko sam videli na televiziji ali na MTV-ju ali pa v časopisih. Ni bilo tega interneta, da si ti takoj skrulil, da si ti vse dobil novice in to se je čakalo dejansko. Vse te plošče smo mi čakali en teden pred trgovinami, da smo jih nabavili, ono tisto tretjo in smo bili tudi ful bolj močni, ful bolj lačni, da bi se dokazali tem reperjem. Takrat, ko smo mi bili mali, so bili takrat Alien, Klemen, Čukur in ker smo mi videli, da so oni kine zastopali na velikih odrih, smo mi hoteli dokazati in smo kar kot neka gruča uleteli ta in smo rekli, mi znamo tudi, mi smo boljši. In kakšni so bili odzivi? Ja, odzivi so prvo, ko smo zvili, so rekli, te balovce male, ne. Sam pa, ko smo primili mikrofon, so rekli, not bad. Neki pa bo iz njih. Ja, not bad, no. Tako da, ja, no, na tak način smo se dokazovali, ker so bili kakšni eventi, smo vedno nekot, kako bi rekel, iz neba padli dol, pa šli pokazati, kaj znamo. Pa zelo ponosen si tudi na Velenje, ne? Seveda, tam sem odrastel. To bom vedno predstavljal to mesto. Se mi zdi, da za vsakega glasbenika je pomembno, odkot prihaja. Ali je to rocker, ali je to metalc, ali je to reper. Se mi zdi pomembno, odkot izhajaš, odkot izviraš in da tudi to pač predstavljaš naprej, ne? Ampak kot 9-letnik ali pa recimo že prej 8,
od kje? Kdo je bil tisti, ki te je navdušil nad repom? Verjetno se doma ni glih rep vrtel. Ne, doma moji so bili čist kontra. Doma moji so bili na domači muziki. Na harmoniki. Harmoniki, prav, ja. Mene pa to potegnalo sporedno z osnovno šolo. Grafiti so me prvo pritegnali. Takrat v tistem času sem bil 6 let star, ko je umrl Tupac Shakur, to je bil moj vzornik. In to je bilo polno grafitov in polno vsega. In stil mi je tudi bil všeč, ta baggy. A si tudi rutke nosil? Tudi rute, prste ne smel vse posod, ketne smel vse posod. Pač vzornik mi je bil Tupac. In takrat je vsa ta ljubezen, pač ko sem začel še glasbo njegovo poslušati, pa ko sem videl besedili, kaj dejansko govori, sem se pač takoj najdel noter. In to je to. Bilo je pa takrat ogromno reperjev, je bilo tudi, se mi zdi, alternativa, kultura je bila ful taka močna, vsak ta drugi, tretji hotel biti reper, skateri, bladeri, rollerji, metalci, punkeri, reperi, to je bilo ful tega. In takrat, ker sem to kulturo zagledal, danes, ko sem se zaljubil, evo, in dan sem še noter, ker mnogi, ko so bili zraven mene, takrat so pol šaltali, ne vem, na metal, na punk, so se malo iskali. Jaz sem pa to, ker sem to prvič videl, pa ko sem videl v slovenščini, da se da to repati, sem rekel, to sem jaz, to je to. A je slovenščina dovolj spevna za rep? Pa jaz tako pravim, kar hočeš ti. Zdaj, kar ti želi sam sabo narediti v repu. Če ti je dovolj slovenski prostor, meni top. Glede na to, da smo taka mala državica, je dosti besednega zaklada v slovenščini naši, kar je mogoče malo škoda, da smo premali trg. Se pravi, v 3 urah prevoziš celo Slovenijo in to je to, kar lahko narediš. Zdaj pa, če bi se prilagajal, jaz kot Slovenc sem že dobil ponudbe, da bi šel malo ta Balkan, nočem se prilagajati, zaradi tega, ker sem Slovenc in bo malo soft izpadlo, če bi jaz srbo-hrvaško repo kot Slovenc, mi ni. Kot angleško pa tu nočem, zaradi tega, ker se mi tu zdi, da nekako se sliši to, da nisi angleščin, zakaj bi se nekomu prilagajal. Moje mnenje je pač vedno, da sem pač Slovenec, rojen sem v Sloveniji, delal bom za ta trg slovenski in to je to nič prilagajanja. Meni je bitno samo, da grem v studio, posnamem te svoje pesmi in to je to, kar pride zraven, pride. No in zdaj ravno, ko omenjaš to prilagajanje, ne samo kar se tiče jezika, zdi se mi, da tudi nasplošno glede stila repa ostajaš, ali pa zvoka, ostajaš zvest sebi, v smislu, da se ne daješ v smer in loviš neke trende, v smislu, zdaj pa to fulin, jaz grem tudi zdaj v to smer, ker pa bo mogoče bolj, ne vem, slišan na radijskih postajah in tako naprej. Zdi se mi, da si človek, tako, popravi me, če se motim, ampak v smislu, če bom doživel uspeh, ga bom zaradi tega, kar sem in kar mislim, da je okej, ne pa zato, ker lovim trende in se ne bom podrejal in tako naprej. Tako, odlično si me skapirala, točno to. Tudi to se mi zdi večji uspeh, da ti ostaneš zvest sam sebi, pa da ti hočeš delati, kar ti želiš. In če rata, boš to bolj vesel, če pa ne rata, pa ne rata. Meni še vedno največje zadovoljstvo delanje glasbe, kot sam proces delanja glasbe, ne pa neka promocija zraven. Vse je super, da je promocija zraven, kot sem pri tebi zdaj na intervjuju, kot sem tam na intervjuju. Zdaj, kaj boš rekel, ja? Ja, tako. To je vse lepo in prav, vsi ti intervjuji, vse, ampak da bi pa zdaj mogel neke določene stvari narediti, da bi jaz prišel do nekih intervjujev, pa da bi me komercialni radiji rolali za to, pa se mi zdi ful brezvezeno. Niti ne bi mogel zaspati s tako vestjo, pa bi si mislil, le tole, pojedli so me dejansko, nekdo mi je hotel ukazati, kaj moram narediti, pa sem zdaj prišel zaradi njega, sem gor, ni to dejansko zaradi tistega mojega, kar bi jaz hotel povedati. In jaz tu ful strogo ločim, pač jaz naredim glasbo po svojemu feelingu, tudi pazim, da bo glasba tek posneta, da lahko vsak človek posluša, da ne bo preveč vulgarnosti, kakorkoli. Vsem v enem balončku, da je dokaj korektna pa realna in pač kar bo iz tega, bo iz tega. Ne bomo se silili, ne bomo plačevali promocije, ker dejansko se mi zdi, da najbolj realen ugled in brez tega plačevanja se mi dejansko človek vidi, ki realno si. Zdaj bi lahko, poznam procese, dobil sem ponudbe, da bi lahko marsikaj delal, da bi šel v ta mainstream vode, komercialne radije, ampak bi mogel duete snemati z raznimi, ker mi niso izvajalci všeč, pa mogoče malo poenostaviti, malo lepša besedila, kot to sploh nisem jaz. Mislim, sem tudi lahko jaz, če napišem lepšo besedilo, ampak če imaš nekoga zraven, recimo, ko bo hotel duet iz pop kulture, se bom jaz mogel bolj prilagoditi nekaj, ker pa oni mene. In se mi zdi, da ni potrebno,
si pa najdeš definitivno, ne vem, eno pevko, ko je na sceni, ko tudi ni taka, recimo, jaz zelo sodelujem z Nejšo, ko je mainstream pevka in ona je taka ženska, recimo, da je glasba pomeni, se pravi, velik in da je ne pomeni to, koliko daleč bo prišel komad, ko ga bomo posneli, se pravi, joj, tole bi mogla spremeniti, to ne bo, on bo na radio rolu, pač naredimo ful dober komad, mi dva mama, dva kurje kože in kar bo ven prišlo, butno ali bo ven prišlo. A se ti zdi, da je premalo prostora medijskega za takšno zvrst glasbe v Sloveniji? Definitivno je. Meni je to zelo krivo v Sloveniji. Zato, ker v Sloveniji so vsi number one. Če nisi Darte, če niso ti rockerji, je pol pod njimi so tako te domače harmonike in koliko je njih, koliko enih ansamblov, nimam nič proti njim, spoštujem vsako vrst, ampak koliko se njih promovira, pa koliko ljudi dejansko sploh njih ne posluša, pa koliko ljudi prihaja pa sam na zabavo, zaradi tega, da se imajo fajn, se mi zdi, da neka alternativa v Sloveniji, da je mal skrita v enem ozadju. In to bi moglo biti ful. Recimo, vse posod druge, ali v Nemčiji, ali v Ameriki, ti lahko rolaš komade, pa boš na enem radiju slišal hardcore rap, pa boš na drugmu slišal, ne vem, harmoniko, pa boš na drugi country, pa na drugmu jazz, imaš vse vrste podaj, ko to zajema vse države in tudi artisti pridejo do tega, da si zaslužijo, da slišijo. Tu v Sloveniji moraš pa posneti z največjo pevko mainstream, da si lahko v nekem trenutku na radiju, da ti zarolajo, pa še to moraš biti z njo. Kot samega artista te pa ne rolajo in to se mi zdi ful, ne vem, tako malo čudno, no. Mogli bi vsi biti podprti, kot ne sam rap, kot rock, kot punk, kot vse zvrsti glasbe v Sloveniji, da bi vsak drugi komad bil podprt iz tega žanra. In da bi potem vsak izbral tisto, kar mu paše. Kar mu paše, točno to, se pravi, te paše hip-hop, si boš dala hip-hop, nekomu country, nekomu narodno zabavna, nekomu Balkan in vsaka postaja bi bila in tudi artisti bi lažje ven prihajali in tudi bookingi bi bili večji in tudi nastopi bi bili večji, tako se pa mi zdi, da smo v Sloveniji v nekem balončku, ko imaš par menedžere, ko vodijo vso to elito, vso to ekipo, vsi ostali so pa nekje skriti v zadnji. Kako bi pa ocenil, pa ne bom rekla zdaj glih kakovost glasbe pri nas, ker nisva zdaj midva tukaj na mesto, da bova to ocenjevala, ampak bolj v smislu, ko pač, ne vem, gledaš mlajše generacije, ne, se ti zdi, da jih težko glasbeno dovolj dobro izobražujemo? Če veš čisto dobro, kaj hočem s tem te vprašati. Ampak včasih ne rabiš glasbeno izobraževati ljudi, včasih so dejansko toliko dobri, da je sam en človek sliši pa reče tole, pa wow, pa je kurja koža. Jaz poznam ogromno glasbenikov, kjer so podkovani glasbeno, kjer so hodijo v glasbeno celo življenje. Poznam pa ljudi, ko so iz ulice, pa niso nikjer bili, pa imajo dosti bistveno več znanja kot nekateri. In se pravim, tu je vse odvisno od pravega, ki si v pravem času, v pravem trenutku in koliko si želiš. Zdaj en človek, ko je iz neke greznice, iz neke, po domače rečeno bi rekli, vukojebine, ne more priti, če nima ljudi, da bi ga nekdo spravil. Če bi šel pa z njemu klet, pa bi ti človek pokazal, da zna igrati klaviaturo, bobne, kitaro, pa še pet zna zraven, se marsikjer mainstream pevc na velikem odru lahko skrije pred tem. In zato jaz pravim, da v Sloveniji bi mogli menedžeri bolj gledati skrite talente, kot pa te, ko so že gor. Zaradi tega, ker je ogromno talentov skritih in se jih ne najde in tudi posledično ti talenti odnehajo, ker ne dobijo priložnosti. No in zdaj se bom ravno navezala, ne, v uvodu sem rekla, kako vztrajaš, ko rezultatov še ni. Sam si zagotovo bil na tej poti, ali pa si še vedno kdaj vmes, ne, se pravi, ko je želja, ko je znanje, ko je vse to, kar praktično potrebuješ, da si lahko dober artist, pa se kar ne zgodi nek preboj. Kaj je takrat sploh še neka gonilna sila v tebi, ki ti govori, dej. Ja, jaz sem imel, ne vem, obdobje, ko sem en CD izdal, nisem imel špilov, nisem imel nič. Res je bilo bolj tudi taka underground muzika, kjer sem shotel, ampak jaz sem to pričakoval, kaj grem, zato, ker to dosti veliko ljudi ne bo poslušalo, sem se nekaj pripravil na to. Po drugi strani si pa mislil, da mi čisto vseeno, kam pridem, ker mi je res bistvo, meni je res bistvo, da naredim glasbo in mi je najbolj pomembna glasba, vse ostalo je pol pomembno, kasneje kar. A ti je kdaj v kakšnem temu ustvarjalnem trenutku ali pa v tej tvoji poti, ki je konec koncev že dolga, glede na to, da si pri 9 letih začel,
A te je kdaj vodilo pa vseeno tudi to, da bi bil prepoznaven, da bi ljudje o tebi govorili? Ker se mi zdi, da tako veliko ljudi na to vprašanje reče, ne, to pa ne. Ja. Ampak po drugi strani pa dajva biti malo iskrena, da Ja. pa vsakmu od nas, ki smo pred kamero ali Ja. pa ne, na Ja. odrih, malo tega pa je v nas noter, kakorkoli obrnemo. Seveda, mislim, vse je logično, če neko stvar ti delaš, se pravi, kot ti delaš podcaste, kot jaz delam glasbo, vsak želi, da vsako stvar sliši čim več ljudi. Seveda, se ne boš ti delal izdelek, ne bom jaz CD naredil za to, da ga bom sam poslušal doma z otroci, pa tudi ti, da ne boš sama z računalnikom doma gledala podcast, ampak pravim, je to stvar ljudi, ki to eksplodira, ko pride ven. Zdaj pa, če eksplodira, je super, zelo fajn, če pa ne eksplodira, je pa to tisto, kar si pa vprašala, ne nehaš, pač rečeš, ok, ni, greš dalje, pičeš dalje, enkrat more poknati nekaj, definitivno, če boš priden. Ali saj pri meni je tako, ali z glasbo, ali z temi serijami, kakorkoli, meni se je zdaj recimo malo posrečilo, dejansko, da smo prišli ven sporedno nekako, se pravi, in z glasbo sem dal nov single ven, napovedujem nov album in to igralstvo in se mi je neko glih fajn tako šlo, kako bi rekel, v enem paketu poklopilo dejansko. Nisem niti načrtoval, niti nisem nič hotel, ampak samo od sebe je prišlo, ne? Da so me pač recimo začeli klicati v serije, da ne rabi menedžerja, pa da me kličejo za špile, za koncerte. Pač Da imaš lahko sam zelo dobro PR-ovko in je v redu, ne? Tako, PR-ovko imam pa itak najboljšo. No, ampak ravno to zdaj, ko razlagaš o serijah, ne, kaj, to si šel tudi prostovoljno, si vseb videl, da imaš malo te igralske žilce, pa si rekel, da grem jaz malo na audicijo, ali kako je do tega sploh prišlo? Niti do audicije, nikoli nisem razmišljal, da je šel na audicijo. Jaz sem od malih nog oboževal filme, rad sem imel filme, globoko v sebi sem vedel, da bi bil igralec, ampak nisem vedel, kako pridi do te ljudi, vem, da je tukaj rabiš ogromno nekih stopnic, da prideš gor do vrha, od gledališč do razne šole. Ne vem, to sem imel neko božjo srečo, bi lahko temu rekel. Pač opazil me en režiser, me je opazil preko glasbe, preko repa, Marko Bezič. To je bil režiser serije Gospod profesor. In smo glih dali videospot, čistek se je zgodilo pač. Dali smo videospot ven z Nešo, pa z MK-em, en komad smo imeli. In ko je prišel na TV, naslednji dan je ta Marko klical MK-ja in je rekel, kdo sem jaz in če bi mi lahko pač MK izriktal številko. MK me je klical. In je rekel, ne morem verjeti, poznam tega režiserja, ful je dober, je rekel, tvojo številko hoče, jaz sem mu dal, ker itak izide nekaj, ki je dobrega, javi mi, kaj bo. In to je bilo to, jaz sem prvi mislil malo za bancije. In ta režiser je dal potem naprej številko Maje Rožman, vodja castinga, kjer je glavna za vse te slovenske serije. In me ona klicala par dni, kak teden, recimo me klicala številke in jaz se nisem javljal, ker nisem vedel, kdo je. Še dobro, da je bila vztrajna. Res je bila vztrajna, ker mi je po enem tednu mi je potem iz navadne številke iz mobitela poslala sporočilo, živijo, kličem te že cel teden, tukaj Maja, nisem vedel prvo, kdo je Maja. Sem ta, vodja tega pa tega, želimo si s tabo sodelovati v seriji in že to, ko sem videl, rekel, kaj je to, kaj se dogaja, sem jo klical nazaj in je rekel, ja, da je res čela prijem v Ljubljano. Sem rekel, kaj so to, kakšne audicije, je rekla, ne, pač direkt, brza audicija in sem prišel taj, so me videli, sem nek delček mali odigral in to je bilo to. In dobil sem pogodbo in tek sem šel v prvo serijo noter, sem igral eno epizodo in pol sem sam iz serije skakal v serijo. Ja, šef tudi, ne? Ja, šef sem tudi igral, ja. Tam si pa imel kakšno vlogo? Pa skozi imam neke mafijske. Zato te vprašam, ker iz Ja šefa se te tudi jaz spomnim. Ja, skozi imam neke take, jaz sem vprašal režiserja enkrat za forum, sem rekel, zakaj same take, pa mi je rekel, če pogled, kak si velik, si brado imaš, frizerja ne moš igrati, je rekel. Da je rekel, da bolj take mafijske lahko igram, ja. Dobar, nikoli ne veš, mogoče boš pa kdaj v vlogi, ki ti bojo vse tatuje s pudrom prikrivali, Ja, pa res tako je. naprej, ne? Mogoče bi bil pa to dansko izziv, glede na to, da sem vedno bad guy zdaj igral, da bi bil izziv, da bi nekoga, ne vem, mogoče kakega dobrega igral, kaj pa veš. Mogoče bi bil to Kakšen zdravnik, ki je na kakšnem podeželju, Tudi bi veš, znal. kam ciljam. Ja, tako. Ok, in zdaj seveda
serija, ki je obnorela Slovenijo, najprej Skrito v raju in potem zdaj Nemirna kri. Mislim, da jo vsi tisti, ki so jo zelo radi spremljali prvo sezono, zdaj komi čakajo, da bo tudi druga sezona, v kateri pa imaš tudi spet malo več vlog, ne? Oziroma ne vlog, več priložnosti, kjer se pokažeš. Tako. V Ja šefu pa v Profesorju sem igral samo v eni epizodi dansko, zdaj pa igram prav lika. Tako da sem in v prvi sezoni igram noter in zdaj, ko pride septembra, in v drugi igram noter. Vem, da itak ne smeš veliko povedati o tej drugi sezoni, to mi je čisto jasno, ampak vseeno vprašanje, kako je s to ekipo snemati, kakšni so to delovni procesi, koliko se sploh tam dejansko lahko podružite, verjetno ne prav zelo veliko, ne? Verjetno prideš, oddelaš in greš. Ja, sicer se imamo čas mi za slavljenje, ko to se naredimo, to se družimo tudi seveda. Bilo mi je veliko čas dejansko s takimi imeni igrati. Pa če sem res direkt iz ulice v letu taj, vsi tisti soigralci moji imajo izkušnje, so vsi v gledališčih, ali so na AGRFT in valjda, ko sem jaz videl, ne vem, nekega Zrneca ali pa Veselkota, tako pogledaš, a res, mislim, valjda malo treme na začetku, pa to, tako da na začetku dejansko priznam, sem prvi 2-3 tedne sem kar hodil malo posran tajno. Tudi nisem se znal fajn učiti scenarije, zaradi tega, ker nisem si znal predstavljati, kako je to. Mislim, vedel sem približno potek, ampak ko ti enega lika igraš, ti dobiš to kar več scenarija zraven. Jaz se nikoli nisem rad hodil v šolo, tako da sem se počutil tako, da spet maturo delam. Enih tekstov za predelati, ne? Tako, ampak prve 2-3 tedne, ko smo začeli snemati, sem se malo lovil, sem bil malo zmeden, priznam. Pa, ko sem tudi videl, da so ti profesionalni igralci se sprostili, pa da sem se tudi sprostil med njimi, pa sem rekel, to je to, kar sem si dejansko želel. In sem pa si dobival kaj na svetu dobronamernih povratnih informacij v smislu, dej, probi to tako malo, dej, pa tole ni bilo v redu, od njih govorim. Jaz sem bil ful nesamozavesten, pa če sem govoril, shit, to ne bo dobro, bo to v redu. Dejansko sem dobil ful motivacijo iz strani ekipe, pa iz strani teh igralcev, da so mi govorili, da kam je, da sem dober, da sem hud, da ne bom tako, ker sem, da ne igram in da to je to in da se nimam kaj zasekirati. Pač itak posmukal je dobro, pa več ne bom držil, pa zgleda, da že nekaj mora biti v meni, če sem tu med samimi temi igralci. In pol sem se res sprostil sem se in pol na koncu sem se teh sprostil dejansko, da sem že s moje ideje režiserjem govoril, je tole bilo ful fajn. Tako da sem v seriji stajne 2 ideji moji. Bravo, boš pol, ko bo mimo povedal, kjeri 2, prav? Ja, važi. Zdaj spet se bom vrnila k temu, ne, da marsikdo si pa res ne bi mislil, da nekdo, ki se ukvarja z rapom in hip-hopom, da ima problem s samozavestjo, oziroma da si lahko imel takšno tremo, ker zate bi se pa pričakovalo, da prideš, narediš, greš, še eno zakovnaš, prejem greš in greš. Ja, tako površno, če kdo gleda, to je tako slika, ko nekdo vidi neko sliko, pa reče, šteti so popolni, v bistvu pa neš, kaj se za 4 stenami dogaja. To je isto, tako pač vse pridem, jaz naredim svoje, ampak kaj pa vem, vse malo samozavest, sam nisem pa tak, da mislim, da sem najjači, pa da gore premikam, pa to, ker se mi zdi, prej tak človek se zlom, jaz sem bolj tiha voda, dere bregove, no. Jaz bolj dvomim v sebe neke stvari, pa jih boljš naredim. Sem opazil, kakor pa ne vem, da si ti samozavesten, pa misliš, da si ti nepremagljiv, pa lahko hiter kiks pride. A ne, tako da jaz ne vem, no. Jaz vse, kar naredim, je to, da se potrudim maksimalno, kar je v mojih očeh, in pol pa gledalci pa drugi ljudje to zberejo, pa vidijo v svojih očeh. Ampak verjetno te je pa tudi življenje do tega pripeljalo, ne? In izkušnje v življenju, si mislim. Ja, definitivno. Katere so tiste stvari, ki so bile, ali pa ki je bila tvoja največja lekcija v življenju? Moja največja lekcija v življenju je bila to, da sem se spremenil normalnega človeka iz nekega upornika pa ločitev. To sta bile 2 moje taki veliki prelomnici v življenju, da... Pa je to šlo skupaj? Ali je ta upornik v tebi že prej odnehal? Upornik bom vedno dejansko, sam na drugačen pa odraslejši način sem zdaj pač. Pa seveda, ja, pa ločitev, pač valjda... Kako bi pa rekel, da se je ta upornik v tebi umiril ob rojstvu otroka, recimo? Ali že prej? Ogromno, 70-80% bi lahko temu rekel. Ker? Ja, ker imaš druge prioritete v življenju in nisi pol ti sam več na svetu. Prej sem živel sam
Živel sem, kot da je zadnji dan danes. Zdaj pa dansko ne gledam na sebe toliko. Sem bolj med zadnjimi, gledam prvo za otroka, dva, da jim bom lahko omogočil lepo življenje. Se lovim, kot da sem v neki šoli, ko ne vem, skozi se dokazujem, vidim, kaj prav delam, kaj ne prav delam, mi je zelo zanimivo. Čist drugačen svet bi lahko rekel temu, ker sem pa živel svet pred tem. In tudi verjetno, kot si ga predstavljal, da ga boš živel, si mislim, ne? Tako, tudi ko sem že bil mlajši, pa ko sem videl, recimo, ko sem se starejšimi kar dosti družil, se mi je zdelo ful lahko imeti otroka dejansko, ko pa si pol ti oče, pa valjda, ni to tako enostavno dejansko. Ja, pravijo, ne, otroka lahko zelo hitro narediš, pa ga ni težko narediti, težko je pa pol biti oče, ne? Ali pa mama. Z lahkoto ga narediti, težko ga je pol. So izzivi potem, ne? Ta del, o katerem zdaj govoriva, da je težko, ne, se mi zdi, da je včasih tako, rečemo, da je v bistvu najtežja stvar v življenju je biti starš. Hkrati tudi najlepša, seveda. Ampak dejansko je to neka odgovornost, kot si sam prej si zelo dobro rekel, ne, skozi sem v neki šoli, kaj delam prav, kako moram. Če bi obstajala knjiga z navodili za vse otroke, enako bi nam bilo velikokrat zelo lažje, a ne? Pač je ni, vsak otrok je seveda posameznik zase. Ko pa dava tukaj še mečkano dodatno težo v tej zgodbi, da si pa sam v tej zgodbi, torej kot, lahko rečem, oče samohranilec, je pa stvar še nekoliko težja oziroma drugačna. Hkrati pa sam v tej zgodbi vedno daješ vtis, da nočeš, da bi se smilil ljudem, ker pač se izmoram. Po drugi strani si pa jaz, tako, ko sem prebirala to tvojo zgodbo o tem, da si ostal sam, sem si rekla, kako je to moškemu, ker jaz poznam bolj kot ne iz ženskega vidika. Ja, imaš kakšno prijateljico, ki pač ostane sama iz takšnega ali drugačnega razloga in se mi zdi, da ženske smo v teh zadevah zelo tako, je hudo, pa je zelo hudo, pa kar hitro mal zavihamo rokave, pa zdaj pa akcija. Ne? Zdaj se pa una levinja v nas noter prebudi in gazimo, če je treba. A ne? In se potem tudi, se mi zdi, pri nekaterih kar hitro lahko razvije neka nova veza, novo življenje in tako naprej. In so potem tisto samo še neki grenki spomini. Pri moških se mi pa zdi, da pa imate ta čustveni naboj na drugačnem nivoju, da pa dlje časa rabite za vse skupaj. Da pa boli to drugače, kot ženske boli. Definitivno, res je. Se strinjam popolnoma s tem. Jaz sem rabil kar nekaj časa, da sem se prišel sploh gor, kar se je pač zgodilo, da smo danes mi trije. A pa se je to dlje časa kuhalo? Nisi kuhalo, pač s partnerko smo šla na razen, pa s partnerko smo šla normalno na razen, odločili smo se pač, da to ni to. In pač en čas je minil in je partnerka se odločila pač za svojo kariero. Ne bom govoril zakaj, da ne bom kaj grega govoril. V glavnem je odšla v tujino, jaz sem stal sam z njimi. Na začetku pač bil šok to, da smo se preselili nazaj k mojim staršem v Velenje. Z dvema majhnima. Z dvema, tako je. In valjda na začetku bil šok, ker nisem vedel, kako bom sfolgal šiht, kako moram jih predstaviti v moj kraj, v vrtec, takrat sem bila še v vrtcu, pač ne vem, to, ki je bilo, mislim, tak šok sem v bistvu imel, da sploh nisem prišel k sebi nekaj časa. Sem si poiskal malo strokovne pomoči, takrat sem se dosti z ljudmi pogovarjal, definitivno, ker nisi se mogel to sam zapirati. Mi je dalo, bi rekel, da je bila to kar ena močna lekcija za mene, takrat neka preizkušnja bi lahko rekel. A pa si se ukvarjal takrat v tistem času z vprašanjem, ne vem, ok, to, da ima bom lahko oče, vem, ker sem. Tako. Ampak kako bom ta manko mame lahko na nek način, ker tukaj praktično ne vem, če lahko tako rečem, ampak je bil manko mame. Tukaj otroka verjetno nista bila en teden pri njej, en teden pri tebi. Si se s tem tudi ukvarjal? A bom znal biti dovolj, ne vem, nežen? Ja, tudi vse sem se spraševal. Jaz sem dejansko padel tisto neko določeno obdobje v močno depresijo, zato ker sem to sem si govoril, da ne bom sposoben. Zato ker sem bil čisto navajen drugačno življenje, hitro življenje.
Pa kar naenkrat vsi oči samo hranili z 2 fantkov in valjda, jaz nisem znal sam za sebe včasih poskrbeti v tistih najbolj uporniških letih, pa kar naenkrat skrbi za 2. S tem, da en biološki in en posvojen. Tako, enega sem tudi posvojil, pač bil od partnerke iz prejšnje zveze. Pač to se mi ne zdi nič kaj takega, pač otrok si tak ne izbira, kje se rodi, ne izbira staršev, rad ga manj kot svojega in se mi to zdelo ful fajn. Na začetku bi mogel iti v en zavod, ampak smo to pač uredili te zadeve, da sem ga lahko uradno posvojil, da je pač moj. Tako bom rekel, da sem, ne vem, 2-3 leta sem bil malo zmedeno. Učil sem se, definitivno sem se učil vzgajati. Pa si takrat kaj? Takrat so verjetno tudi tvoji starši veliko Seveda, pomogli. če staršev ne bi imel doma, ne vem sploh, kako bi to funkcioniralo. Zato, ker mi je mama dosti stvari pokazala. Od menjenja plenic do vsega Boga. No. Tako da dejansko, če bi imel eno kamero na čelu, bi bil to ful dobra komedija, ful dober film bi to bil. Kako smo se vse to učili, in zdravniki, in pediatri, in šola, in govorilne ure, in zjutraj vstajanje, in budilke, in ni da ni. V glavnem, sem bil 2-3 leta zmeden, hodil sem psihologov, hodil sem na pogovore, imel sem prijatelje dobre, imel sem prijateljice, da so mi svetovali. Pol sem se pa navadil. Zdaj 6-7 let od tega, zdaj sem se pa tako navadil dansko, da si ne predstavljam takega življenja, da bi bil sam. Je kar malo strah, da če bi bil sam, ker bi po mojem kar odletel nekam drugam, čisto spet drugo dimenzijo. Tako pa vem, da sem odgovoren, imam 2 mala fantka, vem, da živim za to, borim se za to in me dejansko izpopolnjujete. Vsako jutro, ko se zbudim, mi polepšata jutro, ko jih vidim, čeprav imamo zelo borbe, ni nikjer popolno, da se tudi večkrat skregamo, valjda. Vseeno, lepo je, tako nekako bi temu rekel. No. Veselje, žalost, se pa mičkar malo jeze še vedno skriva v tem noter, zakaj je to tako, ampak si vedno pravim, da vsaka stvar v življenju se zgodi z razlogom, tako da sem jaz tudi to nekako to dojel, da pač se tako moglo zgoditi in da to je to. Ja, in pa se spet lahko vrneva na začetek pogovora, k tistim brazgotinam in hranam in tako naprej, da prepričana sem, lahko tako rečem, no, da verjetno, če ne bi šel skozi takšno zgodbo, da mogoče danes ne bi živel življenja z manj upornika v sebi. Ker bi verjetno lahko nadaljeval, si mogoče res rabil neko streznitev, sicer če bi lahko zbiral, verjetno ne v taki hudi obliki, ker jo to ne privoščiš nobenemu, ampak streznitev je pa verjetno mogla priti. Tako je. In tudi vedno se vprašam, kaj pa če bi bilo, recimo, če bi ona imela otroke, pa če jaz bil sam, pa bi me lahko ločitev toliko potrla, pa bi me recimo pa bi me odpeljalo čist, kar je bilo navajeno, da sem bil tak pač človek, ki bi rekli temu labilen človek, ja. Tako da pa ne bi prišlo niti do igralstva, pa ne bi svojih talentov izkoristil. Tako da po mojem vse je na enem mestu, kar se mi je moglo zgoditi. Malo boš trpel, je rekel Bogec, boš pa malo dobil uspeha. Tako mora biti, vse tako je življenje, se mi zdi, da nikoli ni iste linije, vedno je tekle gor. Omenil si Boga, si veren? Sem veren, ja. Veren v smislu, da hodiš tudi v cerkev? Tudi hodim v cerkev za praznike, ampak nisem zdaj toliko veren, da bi lahko rekel, da ne vem, častim vse župnike, ker vemo, kaj se vse dogaja tudi pri določenih župnikih in v veri globoko nekje. Pač smo imeli svojo vero, svojega Boga, v kjer ga verjamem, ker pač menim, da nismo edini. In tudi moja 2 otroka vzgajam, ker se mi zdi, da človek mora imeti neko vero. Včasih, ko se zgubiš, ne vem, da se lahko nekomu, ki bi rekel po domače, zjočeš, z nekomu pogovarjaš in verjameš, da bo boljš. Tako da jaz pravim, vsak človek mora nositi vero samega sebe. Ali si katolik, ali pravoslavec, ali musliman, sploh nima veze. Me ne motijo različne verske skupnosti, ampak je fajn, menim, da je fajn, da ima vsak človek neko vero v sebi. Koliko si strog oče? Sem do neke meje. Sem zelo zabaven, včasih na enih določenih področjih popustim, da sploh nisem strog, pa mi govorijo, zakaj mu nisi to rekel, pa sploh ne vem, da moram reči, ne vem, da je prav. Čutim, strog sem, kar čutim, da res ni prav. To vem, kar ni prav. Mora biti neka red, disciplina.
morajo biti nagrade, kot morajo biti tudi kazni, da vidijo otroci, da kaj pravi in kaj ni. Nagrajen si, ko narediš dobro, zdaj za vsako petko valjda ne boš dal nagrade, ampak če sta pridna, če se lepo obnašata, če jim šola lepo gre, definitivno imata neko prednost. Če pa sta poredna, pa če ne delata to, kar se izmenimo, pa gremo 2 koraka nazaj. Zdaj te moram to vprašati, prej si rekel, da se v šoli nisi preveč rad ali pa sploh učil, ne? V smislu, da to ni bila, to je bila mogoče malo tvoja, ali lahko rečemo, ne vem, šibka točka, kakorkoli. Tako. Koliko ti je to težko potem pri svojih 2 sinovih, a sta oba že šoloobvezna, ne? Ja, tako 5. pa 3. razred. Ja, no, pa ste že orenkva v cenah. Veš, kaj mislim, v smislu, ti imaš svojo izkušnjo, veš, koliko se tebi to ni dal, veš, koliko ti je šlo na živce, ampak zdaj kot starš pa sedi in se uči. Ja, kako ta ravnotežje loviš? Ja, vedno, ko pride do tega, si vedno rečem, kaj ti isti, si bil še hujši, to si vedno rečem. Pa vedno probam malo drugače z njimi ravnati, ker so moji starši z mano. In pol si vedno naredim tako analizo, kaj meni ni bilo všeč, da se sploh niso hotel učiti. In mi je bilo pač, valjda mi ni bilo to všeč, tršice so se drle, doma so se drli in sem probal nek način najti, da vidim, kaj če je bilo pa to narobe, da so se drli na mene, da se moram učiti, pa me je to glih odbijalo. Jaz imam pa tek narediti, da se probam bolj pogovarjati z njimi. In jaz se pogovarjam in probam razložiti, da se ne učite za mene, da se nisem dobro učil in da sem na taki poziciji, kot me vidite, da moram vsak dan vstati ob 7 zjutraj, iti delati fizično delo, da lahko zaslužim, da lahko gremo 2-krat na leto na dopuste. In če boste šla po tej poti, se boste isto matrala kot jaz, če se boste pa lepo dobro učila, kar vemo, da je velik dan šola na papirju, boste imela pa lažjo pot. Bolj, ko se boste učila, bolj boste dala na sebe, lažje bo njima, ne meni. Pri meni lahko sam naredite zadovoljstvo, pa nasmeh na obrazu, da bom rekel, evo, fajn sem izgojil, super, skontala sta to. Tako da se ful probam bolj pogovarjati. Zelo realističen pristop. Ja, zdaj pri enem možgaj, pri drugemu ne. Zaenkrat bomo videli, kaj bo, ampak na tak nek način. Kar se tiče pa učenja, pa pokličem inštruktorce, pa da to čisti iskreno. Pa se potem one usedejo, ne? Ja, zaradi tega, ker ne morem biti res na vseh stranih. Oba dva trenirata še šport, pa še tu so aktivni. Imam toliko stvari da enostavno ne vem, ki bi najdel to luknjo, da bi se še dol sedel, pa se še 2-3 ure učil, tako da si naštimam to, da je tako, kar treba. No. Zdaj, ko je pred vrati album in ko otroka slišita novo pesem, kakšni so ponavadi odzivi? Ponavadi malo skrijem rad pesmi pred mojimi otroci, no, ko so bolj taka, niso glih pač za otroke. Jaz rad delam glasbo za osrednji folk, malo sicer zmeden folk, ki iščejo srečo, no, tega nekako bomo rekli. Čeprav je fajn občutek, ko pridem, pa me tišice reče, da so slišali nov komad, pa reče, zelo dober komad. Ene parkrat so poslušali komad v šoli, pa mi ni bilo nekaj všeč, ene komadov, ampak tako je, kaj ne rečem. Tadej, kakšni so načrti za naprej? Kaj so tisti dolgoročni pa kratkoročni cilji, ki si jih res želiš izpolniti? Ja, nič, zdaj, če smo že začeli, pa da smo, kjer smo, je to, da dokončam album svoj, to mi je prvo. Drugače pa kakih drugih planov nimam. Tako sem rekel, ko bo album prišel, bomo videli, kam bo to razneslo, tu če ne bo nikamor tudi v redu. Če pa bo, pa se mogoče še drugič tukaj vidimo. In zdaj, ko govoriva o tem, da bo album, da si želiš, da bo album končan, pa če vrževa tako malo drobtinic ljudem, kaj od albuma lahko pričakujemo? Zelo veliko čustev ali surovost? Na albumu definitivno bojo lahko slišali, mislim, bojo poslušali borci, zaradi tega, ker album na splošno naredi tako iz nekih globokih čustev do nekega veselja, do nekih motivacijskih pesmi. Tako da se mi zdi, da bo za vsakega poslušalca, ko se še ni najdu, ali pa za nekoga, ko ful dolgo vztraja, pa misli odnehati, da bo to direkt za njega. Kot tudi recimo življenjske stvari, kot recimo za očete, za fotre samohranilce, kot družinsko dotaknjenih ljudi, ranljivih ljudeh v teh pogledih bi lahko rekli, dejansko en tak zrel, nepocukran album. No.
Če bi zdaj imel priložnost nagovoriti vse, ki so naj poslušali od začetka do konca, kaj bi rad, da od tega pogovora odnesejo ljudje? Je to, da pridejo v življenju določena obdobja, ko si jih človek ne zamisli ali pa ne pričakuje, ali je to bodi si, da greš, se ločiš, ali je to bodi si, ne vem, da nisi uspešen na nekem področju, za katerega si pričakoval, da boš in si veliko investiral in si se veliko trudil za to. Jaz vedno rečem, da mora počakati do konca, dokler ne gre, zaradi tega, ker nima smisla prej odnehati. Tudi če vidijo, da ni to, kakor bi moglo biti, kakor si zamisli, da se mi zdi, da se vedno najde to, da bo prišlo do tega zaključka samega, nekega napredka, kot moj singel govori, da se bo obrestovalo na koncu. No. Če ne zdaj, pa čez 10 let. Rekel si vmes, da takrat po tem razhodu, da si rabil kar dobre 2 leti, da si se nekako nazaj postavil, pa če bi zdaj lahko recimo nagovoril koga, ki je na podobni takšni zgodbi, da bi mu pohitril, da ne bi mogoče rabil 2 leti. Kakšen nasvet bi mu dal? Da bi mu nasvet, da zelo fajn se pogovarjati, naj si najde strokovno pomoč, naj ne posluša prijatelje, naj tudi mogoče ne posluša družino, zaradi tega, ker se mi zdi, da se mora tukaj najti en čist tretji človek, ko si bo vzel čas za tebe, pa ko te ne pozna in se boš tudi ti lažje odprl. In sam pogovarjanje in s časoma bo pol videl, da gre vse na boljš. Pač. To je čist preprosto, tako se ostane še en dan z levo nogo, pa si žalostne volje, ali pa se ostane še en dan že ful dobro nasmejan. In tako je pa v življenju. Pride obdobje črno, pride obdobje dobro in dajmo si pomagati, dajmo govoriti o tem čim več, najte si strokovno pomoč, ne se zapirati samo v sebe, ker to je nekaj najhujšega, če se človek zapira v sebe zdaj, ker misliš, da si edini človek na svetu, ko imaš te probleme. Za nekatere se lahko to usodno konča. Zato vedno pravim, da če misliš, da imaš take stiske ali pa če imaš kakšne probleme psihične v glavi, daj si najdi strokovno pomoč, ker to ni nič kaj takega. Odpri se, pogovari se in samo gas. Tadej, najlepša hvala, ker si prišel v naš studio. Hvala za tale iskren pogovor, za vse modrosti, ki se jih predal v pogovoru in uspešno k zaključku albuma. Najlepša hvala tudi vam za povabilo in ostane taki, ko ste.